Prva prireditev v sklopu puconskega občinskega praznika je bila revija cerkvenih pevskih zborov občine Puconci, ki je tokrat potekala v Evangeličanski cerkvi v Puconcih, na njej pa se je predstavilo 5 pevskih zborov. Z uvodnimi besedami je zbrane pozdravila duhovnica te cerkve, Katja Ajdnik. Kakor veste, slavimo to leto tudi 500 let reformacije. Praznujemo torej nekaj skupnega. To je Božjo besedo, napredek človeškega duha in srca, tisto pozitivno in dobro transformacijo človeka in družbe. Brez temnih senc pa s človekom nikoli na žalost ne gre. A kdo bi si mislil, da bom po 500 letih zbrani mi, takole in tu. In prav je tako. Svečani teden praznovanja v Puconcih so torej odprli s pesmijo, ki nima meja, kakor je izpostavil župan občine Ludvik Novak. Pravzaprav smo se zamislili tako, če že cesar Jožef II. Sin Marije Terezije izdal tolerantni list o enakopravnosti ver in toleranca pomeni strpnost, eno spoštovanje, potem tudi nujno, da tudi mi med seboj sodelujemo, ne glede na vero, ne glede na prepričanje, kajti na konec koncev prvo smo ljudje in potem vse ostalo in ravno spoštovanje in ljubezen človeka do človeka, ker je tudi Jezus učil, je potrebna in tista naj bi tudi bila. Puconska občina je versko zelo raznolika, ravno zato poteka tudi revija cerkvenih pevskih zborov na poseben način. Revija je tako, da vsako leto menjamo mesto, namreč mi imamo 4 verske občine, so pa 3 religije in sicer danes je bilo v Puconci, drugo leto v Pečarovci, potem v Bodonci, potem pa v Vadarci ali pa v dvorani v Puconci. Namreč imamo 2 evangeličanske cerkve, imamo eno rimokatoliško, eno cerkev binkovšne vere. Na letošnji reviji so se obiskovalcem predstavili Evangeličanski cerkveni zbor Puconci, otroški pevski zbor župnije Pečarovci, virtuozinje s profesorjem, pevski zbor Maranata in mladinski ansambel Bodonci. Število sodelujočih zborov se sicer spreminja iz leta v leto. To je različno, kako se cerkve pripravijo, lahko tudi posamezna cerkev ima 2 zbora, enega, kako želijo, vendar je vedno zaželjeno, da vsaj en zbor nastopa. Vidimo, da je čevelje več mladi, tudi zanimive skladbe so, zanimivi pevski zbori in je tudi to zelo eno prijetno kulturno vzdušje. Iz leta v leto pa se spreminja tudi število skladb, s katerimi se posamezni sodelujoči zbor predstavi. Letos so vsi zapeli 3 pesmi, ki so jih interpretirali po lastni presoji, kar jim tovrstna srečanja tudi omogočajo, saj niso ocenjevalne narave. Današnja glasba, srečanje in pesmi naj še dolgo odmevajo v vseh vas, v brez prijetnem srečanju vseh nas bratov in sester v veri, vseh nas iskrenih prijateljev. Naj smo eden drugemu ter sebi v radost, naj smo drugim v vzor in bodimo Bogu zmeraj na slavo in čast. V čast občinskemu prazniku pa se bodo do konca praznovanja zvrstile še številne druge prireditve, med njimi tudi slavnostna seja. Več o tem pa župan občine. Prva prireditev je vsekakor današnje srečanje pevskih zborov cerkvenih občin. Namreč občina Puconci je raznolika, kar se tiče vere in se med seboj spoštujemo. Ravno zato, ker to spoštovanje imamo, bo tudi na tak način obeležiti današnji večer. In to imam tudi vsako leto, že 20. leto. Drugače so pa prireditve, se še nadaljujejo tudi v občinskem prazniku, vsekakor preslavnite seje ne gre. Še prej pa položitev venca Štefanu Kuzmiču kot enemu od tistega človeka, ki je naredil prekmurščino kot knjižni slovenski jezik ali pa prekmurski knjižni jezik. Namreč zanimivo je, da so nas Madžari takrat smatrali za Vende in ko je on prevajal testament ali Novo zavezo,
je napisal preko obrnjeno z grškega jezika na staroslovenski jezik. Potem pozneje so pa še prireditve kulturne zveze, ki bo pa v soboto, 5. namreč slavnostna seja, in tako da se te prireditve nadaljujejo. Prej smo še ene spremljajoče, ki pa so nekako v okviru ali ne v okviru pivskega praznika.